Lepo pozdravljeni in dobrodošli na SIST podcastu. Danes je z mano izjemna ženska, Ljubka Vrteva, tudi inženirka leta 2023 in zaposlena v podjetju Petrol d.d. Ljubka je v bistvu veliko delala s standardi, z njimi se je srečala že v študentskih časih in kasneje tudi razvila sam program oziroma sistem, jo bomo še vprašali, kaj točno, na podlagi samih standardov. Ljubka, lepo pozdravljena in dobrodošla. Lep pozdrav, pa hvala za to vabilo. Z veseljem. Ljubka, mogoče za začetek, da našim gledalcem na kratko opišeš v bistvu tvoje podjetje, Petrol, kaj ti tam delaš in kako si implementirala standarde pri svojem delu. Zaposlena sem v eni taki zelo veliki družbi, ki je že na trgu dobrih 80 let. Letos praznujemo pač rojstni dan 80 let. Smo videli v Tivoliju tudi razstavo, tako da vemo, da ste kar. Ampak tako Petrol je pač najbolj znan po tem, da prodaja gorivo. Zelo malo je takih, ki poznajo pač Petrola tudi z druge strani, da se ukvarja, da je prisoten tudi na drugih področjih. Okay. Eno tako recimo področje je energetska prenova stavb, na katero področje tudi jaz sama sem zaposlena na Petrolu, kot razvojna inženirka na področju ogrevanja, prezračevanja, hlajenja stavb. Tako da opravljam svoje delo tako, da dimenzioniram te sisteme za ogrevanje, prezračevanje, hlajenje stavb in skrbim za to, da so učinkoviti in varni v neko to svojo dobo obratovanja. Tako da vse to, da lahko naredim, definitivno pač moramo upoštevati neke standarde. Mi dve že kar nekaj časa sodelujeva in se poznava, tudi si zelo domača že pri SIST-u, si bila tudi na naših jesenskih šolah. Pa me zanima, v bistvu omenila si, da si se že v času študija srečala s standardi. Na kakšen način, kako se je to začelo? Kakšni so tvoji začetki standardi? Jaz sem se čisto slučajno spoznala za standardi. Sem že kot študentka na prvi stopnji na fakulteti za strojništvo sem imela res eno tako veliko srečo, da sem za profesor imela profesor Vincent Potala, ki je prav tako pač bil veliko vključen v samo standardizacijo in standarde. In takrat, ko je on razlagal pač na teh predavanjih, pač ne vem, meni so se zdeli te standarde kar zanimivi in že takrat sem pri diplomi sem se začela ukvarjati z standardizacijo in uporabo standardov pri naravnem prezračevanju stavb, kar je pač tako zelo zanimivo, ker vsi mislimo, da okno odpremo in je to, pač stavba je prezračena, ampak zatem stojijo tudi standardi, kako lahko na nek učinkovit način lahko uporabimo tudi naravno prezračevanje. Potem sem pa na drugi stopnji, na magisteriju, prav tako nadaljevala spet v ta svet standardizacije, ampak v mehanskem prezračevanju ponovno z istim profesorjem. Tako da jaz sem s tem potem nadaljevala še tudi v službi in sem dejansko ugotovila, da očitno standardi sledijo meni. So tvoja pot nekako, oziroma spremljava na tvoji poti. Ja? Točno to, čisto vse nenavadno, pač res tako nenačrtovano se je tudi vse začelo, ampak potem s časom pač ugotoviš, da so standardi res povsod okoli nas, ampak mogoče se niti ne zavedamo, dokler na drugi strani ni en pa nam da vedeti, da pač standardi so res okoli nas, ko se pač umrdamo malo levo, desno, pa jih. Manjka že to splošno zavedanje, da je v bistvu, ne vem, miza standardizirana, da je vse je nekako narejeno po standardih, da je varno za uporabo, predvsem in varno za potrošnika. Tako da, kaj pa recimo, kakšno vlogo ima standardizacija pri tvojem delu trenutno? Rekla si, da vse delaš po standardih. Kateri so tisti standardi, ki jih mogoče najbolj upoštevaš? A je to standard za kakovost ali je to kakšen drug standard? Kateri je v bistvu tisti, ki je najbolj? Mislim, tako bom rekla, glede na to, da se ukvarjam z dimenzioniranjem, pač samo projektiranje teh sistemov, je tako, moram izpostaviti to, da mi delamo po neki zakonodaji. Ta zakonodaja, ker mislimo, da pač to je nekaj sam napisano in to so se spomnili pač par ljudi, ki tam sedijo in
kaj bo noter, pač to ni tako, ne. Zakonodaja temelji, vsaj v našem področju, temelji na neke standarde. In določeni standardi, lahko rečem, da so tudi obvezni. Kar pomeni, da če si jaz želim narediti pač nek projekt in da je ta sistem učinkovit, da je ta sistem varen in kakovosten, zato da se pač, da gre na trg in da se lahko pač uporablja, se uporabljajo pač standardi. Tako da brez standardov jaz dejansko pač ne moram stati za nekim projektom, če vem, da jih recimo določene standarde, ki so prepisane znotraj same zakonodaje, pač niso upoštevane z moje strani. Najbolj uporabljam pač standarde, ki so povezane z samo učinkovito rabo energije v stavbah, sami te energijski pač tokovi, notranje okolje v stavbah, tako da vse, kar je povezano z same stavbe, same uporabnike, same sisteme, so pač dobrodošli v mojem delu. No, pa če se mogoče vrneva na začetek, v bistvu sem imela v mislih, da ti postavim za začetek to vprašanje, pa sem kar preskočila. Kaj tebi pomeni beseda standard? V bistvu, kako bi jo ti opisala? Jaz bi rekla, da zame je to pač neka varnost, kakovost nekega izdelka. Zaradi tega, ker standardi niso samo kar neke dokumente napisane, ampak to so jih napisali strokovnjaki. Strokovnjaki, ki imajo in neko teoretično znanje in tudi pač ljudi, ki so vpleteni v sami pač praksi oziroma v samem gospodarstvu, kako ta standard oziroma kako te stvari funkcionirajo v realnem okolju. In na podlagi pač nekih literacij potem se izda ta končni standard, ki lahko pač bistveno vpliva na samo kakovost, ali je to sistema izdelka ali karkoli že, pa tudi pač sama varnost, da vemo, da to, kar dobimo na drugi strani, je pač varno za uporabo. Pa se ti zdi, da je to neko splošno zavedanje o pomenu standardov, da je se prijelo v slovenski javnosti ali še ne, da se recimo nekdo, ki gre v trgovino po nek električni aparat recimo, da pomisli, da je to dejansko narejeno po standardu in je varno za njegovo uporabo, ali nam to še vedno manjka? Jaz mislim, da v prvi fazi je bistveno bolj pomembno, da se za standarde zavedajo tisti, ki so odgovorni za to, kar delajo. Torej proizvajalci. Proizvajalci, ne? Proizvajalci, tisti, ki je na drugi strani. Zdaj, kot sam potrošnik, mi zaupamo, ne? Mi smo tisti, ki zaupamo, da to, kar dobimo na drugi strani, je res varno, je res kakovostno in vredno za ta denar, ki smo ga pač kupili, ne. Kar danes ne moram povedati, da pač to tako funkcionira. Še vedno je to nekje v ozadju in da je najprej v prvi vrsti pač pomembna cena, zatem pa varnost in kakovost samega izdelka, samega sistema ali karkoli že. Tako da jaz mislim, da najprej se je treba osredotočiti na sama podjetja, na vodstvo teh podjetij, da malo pač premisli o tem, koliko je pač vredno, da se daje pač neke izdelke pač ven na trg, če niso kakovostni in če niso varni. Pa se ti zdi, da se podjetniki dovolj zavedajo pomena standardizacije? Zdaj ti kot del neke velike družbe si zelo veš v bistvu, kaj standardi pomenijo in kakšen doprinos je. Se ti zdi, da tudi ostala podjetja se zavedajo pomena in pač delajo in v bistvu proizvode dajo na trg, da so narejeni po standardu in s tem tudi kakovostni? Mislim, tako bom rekla. Jaz tako pravim, ne glede na to, katero podjetje je, kdo je na drugi strani, človek je tako kot voda, pač vedno po najlažji poti. Ne, pač, in tisto, kar je prepisano v zakonodaji, pač dajmo to upoštevati, vse, kar je pač več, niti ni treba. Ne. So izjeme, to ne velja pač res za vse, ampak to pač tako nasplošno, če povzamem, če črto potegnemo, pač to se dogaja. Jaz mislim, da se moramo mi vsi skupaj pač zavedati, da kakovost in varnost je dobra za nas. Pač za nas, za našo družino, za vsi, ki so pač okoli nas, in da je to pač osnovno, zatem pa pride pač vse ostalo. Tako da lahko rečem, da je še nekaj prostora za izboljšavo. Vedno je prostor za izboljšavo, vsekakor. Zdaj mečkam sva se dotaknile te širše javnosti. Ena od glavnih ciljnih publik Sista so tudi mladi. Se tebi zdi, pa tudi ti se mi zdi, da si veliko fokusirana na izobraževanje mladih.
in da svoje upe nekako polagaš tudi v mlade, tako kot jaz. Pa me zanima, če si ti mnenja, da mladi se dovolj zavedajo pomena standardizacije. Veliko verjetno tudi nastopaš na fakultetah, pač imaš razna predavanja, tudi na fakulteti za strojništvo kot tvoji fakulteti, kjer si zaključila šolanje. Pa mogoče, ko imaš stik z njimi, imaš občutek, da vejo dovolj o standardih in standardizaciji ali še ne? Tako, to je... Jaz recimo, ko sem bila na fakulteti, pač kot sem rekla, sem imela to srečo, da sem imela takega profesorja, da me je naučil in kako se standardi berajo, kako se uporabljajo, zakaj so pomembni in tako naprej. Ne? Zdaj, ko hodim, ko imam kakšno predavanje, vsaj na tem področju, pač na energetiki, prezračevanje stav, pogrevanje stav, tako malo pač povprašam in mogoče jim manjka ta delček, da vsaj pač neke osnove poznajo, zakaj so standardi pomembni, kdo se je sploh spomnil na te standarde, zakaj se uporabljajo. Tako da jaz sama pač probam, da jim dam čim več informacij na nek poenostavljen način, tako da lahko vsaj malo razumejo, zakaj so pač standardi pomembni. Zaradi tega, ker potem ni nujno, pač toliko standardov je, da potem čez čas ti ugotoviš, glede na to, pač s čem se ukvarjaš, ugotoviš, kateri standardi v tebi pridejo pač prav. Ampak v prvi fazi vsak se mora naučiti brati teh standardov. Tako da jaz upam, da mladi pri nas, ne glede na to, je to tehnični, to na tehnični fakulteti ali pa katera druga fakulteta, dobijo vsaj en občutek, da standardi pač so pomembni, da niso pač nekaj brezveznega. Še en dodatni ne bodi ga treba, neko, kar velikrat dobimo občutek, da je tako. Zdaj omenila si in tudi že prej, ko sva se pogovarjali, si omenila, da je potrebno znati brati standarde. Kako bi ti svetovala enemu študentu, ki pač, ne vem, piše diplomsko in želi uporabiti nek standard? Standard obe veva, da je lahko ogromen dokument. Kako bi mu svetovala, da se loti tega dokumenta, da pravilno razbere in dobi tiste informacije, ki jih res potrebuje? Zdaj v prvi fazi definitivno mislim, da potrebuješ enega človeka, da ti vse malo razloži, ne? Ker standardi, tako ne bom rekla, da so komplicirani, ampak so pač malo nenavadni. Ne? Ni to navadno neko besedilo, da ga ti prebereš in da je tebi pač vse jasno. V bistvu zelo tehnično, ne? Tako, v prvi fazi mislim, da rabiš vsaj da ti vsaj malo pač približno da neke napotke. Jaz ko vedno rečem, da najprej moraš imeti fokus tvoj problem. Kaj ti potrebuješ. Ne? In da ta tvoj problem, ko ti bereš en standard, je vedno pred očmi, pač, da ga imaš in da probaš biti fokusiran pač na to. Ko prideš do neke ugotovitve, da v redu, določene informacije mi pridejo pač prav, jih zapisati ali pa označiti. Zaradi tega, ker ko ti nadaljuješ naprej in nekaj bereš, hitro se zgubiš, hitro se lahko zgubiš, hitro lahko pozabiš, kje si kaj prebral. In zato mislim, da je zelo pomembno, da si fokusiran na tvoj problem, da si fokusiran, kaj ti iščeš in da si to tudi pravočasno pač zapišeš. Tako da jaz na ta način probam mladim tudi svetovati, ampak brez tega, da bi na drugi strani pač imel enega, da ti malo razloži, je težko, a ne? Je zelo težko. Mislim, ne da se ne da se, ampak po moje bi vsak mogel vložiti bistveno več truda za to, da pride do neke ugotovitve. Pa mogoče, kako bi ti SIST-u priporočila, da bi se tega lotili, da bi mogoče SIST bil kot nek učitelj oziroma tisti, ki bi nekako razložil čisto poenostavljeno. Zdaj, mi ne moramo priti na vse fakultete, to veva, ampak mogoče kako vidiš vlogo SIST-a v vsemu temu? Zdaj to, da imate jesensko šolo standardizacije, to, ker sem jaz tudi lansko leto bila prisotna, mislim, da je en zelo dober tako začeten korak za to, kako lahko mlade tudi vi pač povabite pri sebi, pa jim pač date neke osnovne informacije, pa tudi to, da prihajajo gostje recimo iz gospodarstva, pa da tudi pokažejo, kako standarde se uporabljajo v praksi, že to je en velik korak. Zdaj treba samo še bolj motivirati pač mlajše generacije, da izkoristijo to priložnost,
da grejo, pa da vsaj neke osnove se naučijo, ker pač tudi, če nikoli v življenju to ne uporabljaš, mogoče se boš naučil, da moraš biti odgovoren. In da to odgovornost pač, če moraš biti odgovoren, to odgovornost moraš nekako zagotoviti in mislim, da so standardi ena taka pač pomoč, kako lahko stojiš za tem, pač, kar narediš na svojem področju. Tako da s tem ste že naredili ta prvi korak. Ta prvi korak. Je pa definitivno tudi ena dodana vrednost, če ti izdelek narediš, tudi če recimo standard ni določen zakonodajo, ker obe veva, standardi so načeloma prostovoljni, razen če se zakonodaja sklicuje na njih, takrat postane obvezni za uporabo. Ampak če recimo narediš neki izdelek po standardu in ga želiš izvoziti v tujino, ne vem, na avstrijski trg, takrat veš, da boš timal. Ja. Tako da je v bistvu to lahko samo še dodatna prednost in mislim, da na SIST-u moramo delati na tem, da se mladi začnejo zavedati, da tudi kar se tega tiče, ko bojo enkrat začeli proizvajati svoje izdelke, proizvode, kakorkoli in jih želeli dati na tujino, če bo narejeno po standardu, bo to da ni okej. to kar tako, ne, pač zdaj sem se jaz odločil, da bom to pa to naredil, pa prodajal v tej državi. Normalno, vsaka država pač ima svoje zahteve in ti se moraš seznaniti pač s tem, ne, in če jaz ko pravim, da so standardi recept. Če ti vzameš en standard, si vzameš pač čas, pač naštudiraš ta recept, potem lahko ti je tudi to svoje delo bistveno lažje, kasneje si bistveno bolj produktiven in če imaš nek recept, delaš po tem receptu, jaz verjamem v tem, da je zelo težko, da pač prideš do neke situacije, da več ne veš, kako naprej. Ampak si moraš pač vzeti nek čas za to. Ja, v bistvu pol ne rabiš skrbeti, sigurno produkt izpade dober. Pa če se malo vrneva na tvojo podjetniško pot, pa bomo potem nadaljevali spet z mladimi, kateri standardi so ključni za vaše oziroma za tvoje rešitve? Ti si tudi na osnovi standarda razvila ta računalniški program, pa mogoče če poveš, kjeri so bili tisti, ki so ti najbolj pomagali pri tem, da je bilo to res ta prava stvar. Tudi ta računalniški program, ko sem ga razvila, to sem zaključevala z magisterijem in že takrat sem se zaposlila kot študentka na Petrolu. In tudi, ko jaz študentom pač vedno razložim za ta računalniški program, kako je nastal, jaz sem vedno rekla, sem si hotela olajšati delo. Ker sem vedela pač neko priložnost in sem rekla, kako bi jaz lahko mogoče vse to, kar delam, kar računam, naredim na nek hitrejši način. In potem sem prišla pač do ideje, standarde, ne? Ker imam recept, ker imam vse, kar rabim, pač je tam noter, dajmo tega recepta pač vzeti in to naštudirati in to upeljati, narediti en računalniški program za napovedovanje potrebne toplote za dogrevanje zraka pri mehanskem prezračevanju stavbe, da potem ta program je zanesljiv, da vem, da končni rezultat, ki ga bo vsak dobil, je natančen in da ga lahko tudi uporabljajo moji kolegi, recimo, ki so recimo tudi projektanti in stojijo recimo za temi rešitvami, ki jih naredijo za svojim pač žigom, ne, in s tem pač ti si odgovoren za ta sistem. Tako da, če že moraš slediti neki zakonodaji, nekih standardov, zaradi tega sem se jaz odločila, da tudi vzamem te standarde. Zdaj te standarde so bili pač povezane za samo prezračevanje stavbe, za samo notranje okolje v stavbah, za samim prenosom toplote znotraj same naprave. Tako da vse, kar je bilo povezano s samim prezračevanjem in toploto v sami stavbi, sem pač maksimalno izkoristila iz standardov. Pravilno. Vse recepte sem pobrala. No, pravilno. In je bilo potem tudi lažje in v bistvu si zaupala, da če narediš po standardu, da bo to okej. Tako, zaradi tega, ker sem vedela, da vedno odzadaj stojijo pač strokovnjaki. Saj normalno, vedno lahko pride do neke pač napake. Pač normalno, če že delaš, narediš tudi napake, se ni nič hudega. Ampak veš, da je to bilo odzadaj toliko enih strokovnjakov, literacij, tukaj znanja, konec koncev tudi. In da je bistveno boljše, da upoštevaš to, kot pa da pač greš, mislim, lahko da greš tudi po neki svoji poti, ampak spet, če pogledaš tudi na čas,
Če pogledaš tudi pač na končni izdelek, rezultat, še vedno mislim, da je že standard zelo dobra izbira. Ja. Pa si se mogoče kdaj na tej poti, ali pa mogoče, ko si pisala diplomsko, magistersko, če si se srečala s kakšnimi izzivi, vezano na standarde, ne vem, da je bil kakšno poglavje, ki ti je res povzročalo težavo za razumeti, za implementirati v tvoje delo, v tvojo nalogo, kakorkoli? Jaz bi tako rekla, da mogoče največji izziv je se naučiti brati. Ja. Kako sem rekla. Največji izziv je pač to. Osnova, ampak je pa kar zahtevna osnova. Zdaj, tudi glede na tega, da svet se spreminja, s tem se spreminjajo tudi naše zahteve, pa tudi posledično tudi standarde, moraš biti skozi na tekočem. Aktiven, in ker tako hitro, mogoče nekoč, ko so se standardi pisali, ni se vse tako hitro odvijalo, in mogoče en standard je bil veljaven recimo 10 let, 20 let. Zdaj se vse tako hitro odvija in potem se tudi standardi spreminjajo in tako lahko v enem letu, v 2 letih pač pride nek nov standard in mislim, da tukaj ta drugi izziv je priti do njega. Zato pa mislim, da neka pač ta podpora, neko subvencioniranje pa mogoče tega dostopa do teh standardov bi prišlo res prav za tiste, ki zaupajo standardom, ki si želijo ga uporabiti in si želijo, da imajo neko kakovost pač potem na koncu. Sploh za študente, naprimer, ker če si ti del velikega podjetja, kot je Petrol, predvidevam, da ne rabiš skrbeti, ali si lahko privoščite nakup standarda ali ne. Medtem, ko študenti pa se kar pozna, če moraš, ne vem, 100 evrov. Ja, normalno, pa tudi če je samo podjetje, ne, če se ti vsako leto ali vsako drugo leto spreminja pač standard, to je tudi pač strošek. Pa ni samo en standard, je veliko, tako. Je toliko standardov, da in mogoče, ne vem, najprej misliš, da v enem standardu boš nekaj našel, to, kar potrebuješ, pa ne, in rabiš raziskovati še naprej. In mislim, da tukaj potrebujemo pač neko podporo, ne samo študenti, ne samo pač podjetnike, ne samo pooblaščeni, recimo v našem področju inženirji, ampak tudi tiste, ki mogoče nimajo, ne vem, kakšna pooblastila, ampak še vedno si želijo, da je končni izdelek kakovosten in varen, in je mar pač za to. Tako da upam, da na tem področju bomo še kaj naredili, da pridemo, da bo nam lažje, da ne bomo imeli toliko izzivov. To je dober namig, evo. Pa mogoče, če znaš na pamet ali pa ne vem, čisto oceniti, koliko je bilo teh standardov, ki si jih ti rabila, rečva za ta projekt, ki si ga razvila, za ta prezračevalni sistem. Če znaš samo okvirno številko, da si znajo v bistvu naši poslušalci predstavljati, koliko je tega. Zdaj sva govorila v bistvu o enem standardu, ampak ni nujno, kot si rekla, da vse informacije najdeš v enem standardu. Jaz bom rekla tako zdaj na pamet dobrih 7 standardov različnih. Aha, okej. Sem probala, sicer meni je tudi profesor pomagal v tej fazi, ker je on že imel mislim, že vedel točno, kje se lahko kaj najde. Tako da mi ni bilo potrebno raziskovati veliko. Sicer se spomnim, sem šla takrat v centralni tehnični knjižnici. In sem en dan bila tam in sem vsakega standarda pač šla čez in sem malo pač gledala, kaj bi lahko izkoristila. Ampak meni je profesor veliko pomagal, da mi je že dal neke usmeritve. Poglej, tukaj lahko mogoče kaj najdeš tukaj. In zato pravim, da je zelo pomembno, da podpora, da mladi imajo nekoga, da jim da vsaj neke usmeritve, zaradi tega, ker je ogromno standardov, zaradi tega, ker je ogromno informacij, niti nimamo toliko časa, da gremo. Točno, z vidika časa je verjetno tudi fajn, da ti nekdo pomaga in te usmeri. Z tega vidika mogoče tudi pri nas na SIS-u, to kot neka splošna informacija, lahko vedno dobijo, v smislu pošljejo vprašanje, pa jim pripravimo in pridejo k nam pač na vpogled standardov, tako da dejansko jim lahko tudi mi pomagamo. Leta 2023 si prejela en krasen naslov, in sicer inženirka leta 2023. Bi lahko rekla, da so ti standardi pomagali na tej poti, da so podprli, da si v bistvu prišla do tega naziva? Ja, to lahko rečem, da definitivno zaradi tega, ker tako kot sem rekla, in na prvi stopnji na fakulteti sem delala za standardi
in na drugi stopnji sem prav tako delala standardi, tako da vse, kar lahko pokažem na tem tehničnem področju, je definitivno povezano z standardizacijo. Tako da lahko rečem, da je pač bil verjetno tudi razlog za to, da sem dobila ta naziv. Recept za uspeh, rečemo temu. Ja, to je pa še ta drug recept, ja. Zdaj, veliko si aktivna, standardi oziroma tudi sodelovanje sistem. Si pa kdaj sodelovala v tehničnem odboru? Oziroma, če nisi, a je bil kdaj interes, če ja, zakaj ja, če ne, zakaj ne? Če lahko mogoče se malo tudi na to temo. Zdaj, tehnični odbori veva obe, da so pač skupina ljudi, ki v bistvu oblikujejo standard na nacionalni ravni ali pa razpravljajo o privzetih standardih in jih tudi potrjujejo, tako da mogoče, če se dotakneva tudi te teme, majčkan. Je normalno, da me je profesor pač inspiriral, ko on je bil pač v tem odboru, normalno, da me je inspiriral, pa da sem razmišljala o tem. Sicer nikoli nisem prišla do tega, vse tudi sama sem pač tak človek, da me vse zanima, da sem radovedna, pač si želim pridobiti čim več znanja. Pa nič ti ni težko, kar je tudi se mi zdi zelo pomembno. Ja, pač jaz si želim pridobivati znanja, si želim pač pridobivati neko širino, tako da sem razmišljala, zakaj pa nisem še, po moje, zaradi tega, ker pač ni bilo na moji prioritetni listi, zaenkrat še. Moram samo en intermezzo vmes. Zelo mi je všeč, ko si rekla, nisem še. Ja, te lahko kmalu pričakujem. Ne, še. Ja. Tako da pač nikoli ne vemo, mogoče pa bo kdaj na moji prioritetni listi pač malo više gor. Jaz upam, zato ker se mi zdi, da si človek, ki ima veliko znanja in ki razume standardizacijo in svet standardizacije in mislim, da bi bil tvoj input veliko vreden. No, Saj bi se kar potrudila, ja. Ja, sigurno. No, pa če se mogoče malo zdaj osredotočva na mlade, spet nazaj, se ti zdi pomembno v bistvu, da se s tem ukvarjamo na SIS-u, da jih ozaveščamo, da predajamo znanje o standardizaciji, da tudi vključujemo konec koncev podjetnike, predstavnike podjetij, ker tudi sama jesenska šola je bazirana na sami teoriji, SIS-ovi teoriji, se pravi, da pridejo predstavniki SIS-a in povejo, kaj pravzaprav se tam dela, kaj SIS je, kako izgledajo standardi. Hkrati pa vključujemo med drugim tudi tebe in ostale podjetnike, ker želimo, da vi iz prve roke poveste, kako v bistvu v praksi implementirate te standarde in kakšno prednost vam to prinaša. Se ti ta projekt zdi pomemben in mogoče kakšen je tvoj nasvet SIS-u, da nadaljujemo s tem? Je tako, kot sem tudi prej rekla, ne? Ta projekt je zame res zelo dober, zaradi tega, ker če študenti nimajo to priložnost, da mogoče pridobijo malo več informacij na fakultetah, potem lahko se udeležijo te jesenske šole standardizacije. Odvečno znanje ga ni, točno to. Tako da to, da ste dobili to idejo, da razvijate to jesensko šolo standardizacije, jaz res podpiram in sem bila res vesela, da sem bila povabljena, tako da sem rekla, še naprej bom, ker meni pač mladi pomenijo. Mi pomeni to, da jim nekdo na nek zelo enostaven način razloži, kaj standardi pomenijo, zakaj se uporabljajo, kje se uporabljajo in kako jim lahko pomagajo in tekom študija in potem kasneje, ko bojo začeli delati. Tako da tudi nazadnje, ko sem bila na jesenski šoli standardizacije, pač marsikomu sem dala tudi idejo, tako kot sem jaz naredila svojo diplomsko nalogo pa magistrsko nalogo, zakaj ne bi vzeli pač en recept, šli po tem receptu, pač pogledali, pa mogoče boste kaj najdli, da nekaj ni v redu, pa bi lahko dali kakšno pobudo za kakšne spremembe. Tako da jaz definitivno podpiram ta projekt in upam, da bomo še dolgo sodelovali. Sigurno, mogoče še priložnost, da napoveva, da boš tudi letos na naši jesenski šoli, ki bo potekala 12. in 13. novembra na Fakulteti za elektrotehniko. Tako kot lani boš v bistvu predstavila, kako jih ti uporabljaš pri svojem delu in so študentje več kot dobrodošli. Zdaj pa mogoče, če se dotakneva tega odziva študentov. Ti si direktno potem lahko komunicirala s študenti, kako se jim je zdela tvoja predstavitev in pa nasplošno celotna ta jesenska šola. Te bom tako rekla, študentom je pač
tudi meni, ko sem bila ja študentka, če se vrnem potem nazaj, in mi je všeč, ko je predavanje bolj sproščeno. Ja. Ko je prilagodjeno, da je na njihovi pač ravni. Tudi jaz mislim, da pri teh letih ni potrebno, da oni pridobijo vse informacije. Ampak tiste osnovne, da dobijo vsaj neko zanimanje, da potem sami začnejo raziskovati o tem. Ne? Potem, ko sem jaz imela to predavanje, zato sem se tudi s študenti malo pogovarjala, itak, da jim je bilo pač všeč, ker je bilo bolj sproščeno. Ja, definitivno. In še kakšen študent se je pač javil in je rekel, ok, zdaj pa že vem, kaj bom za diplomsko nalogo imel. Ne? Tako da meni to veseli. Meni veseli, da to, kar jaz študentom dam, to tudi, ne bom rekla upoštevajo, ampak je neka ideja, kako naprej, oziroma da si olajšajo svoje, recimo, študije. To je moj cilj. In, v bistvu pomagati študentom, točno če tako rečeva. Ja, kako v bistvu pride do nekih kvalitetnih in varnih rešitev, če temu tako rečeva. Da ni samo, tako jaz jim tudi velikokrat povem, da ni samo to, da ti narediš eno diplomsko nalogo ali pa magistrsko nalogo. Lahko jo narediš, pa še vedno je uporabno. Nekaj, kar je uporabno. Ti ni treba porabiti ne vem koliko časa za to. Ker čas pač ni neko dokazilo, da je to pač res najboljše, kar pač si lahko naredil. Ampak premisli, kaj bo to, kar bo pač prineslo nek plus zate, pa tudi za pač družbo. Tako da, ne vem, meni se zdi, da je bil odziv kar v redu. Pozitiven, ja, tudi jaz, kar sem imela stika, potem študenti so zelo pohvalili tvojo predstavitev, predvsem zato, ker je bila sproščena in ker si povedala po domače. Tako da mogoče, če zdaj še za širšo javnost poveva po domače, kaj je v bistvu tisto glavno sporočilo, ki se ga predala mladim na jesenski šoli standardizacije, glede standardov in glede tvojega dela? Jaz mislim tako, če se vrnem nazaj, kaj je bilo tako najbolj z moje strani poudarjeno, je to, da se zavedajo, da za upoštevanje pač samo standardizacijo samih standardov skrbijo za kakovost in neko varnost v družbi, kjer živijo. Ja. To je pač da niso samo neki dokumenti, ki so še dodatna obremenitev. Tako. Tudi takrat sem imela pač neko vprašanje, pač kdo se je spomnil, kdo jih pač piše, ne? Te standarde, pač zakaj so se to spomnili, pač, a ne zaspiš zraven, ko bereš te standarde, ne? Tako da potem smo pa razložili, zakaj ne zaspiš. In to, kar sem prej pač omenila, da je treba imeti pač nek fokus. Če imaš problem, s pomočjo standarda ga lahko pač rešiš. In to je tisto pač sporočilo, kar sem jim probala pač predati, da standardi niso neki samo napisani dokumenti, da se da zelo dobro. Dejansko res pomagajo. Se mi zdi res, da veliko pomeni ta dostopnost v pogovoru in da res poveš v ljudem razumljivem jeziku, kar pa standardizacija, se obe lahko strinjava, velikrat ni. Mislim, če imaš ti nek fokus na to, kar ti potrebuješ, je zelo razumljivo. Zelo hitro lahko ti izločiš ta trenutek, kaj potrebuješ in kaj ne potrebuješ. Ne? Ampak moraš ti najprej imeti neko osnovno znanje na tem svojem področju, ki ga delaš. Če nimaš ti osnovnega znanja, zelo težko se navežeš potem na samo standardizacijo. Sploh veš, kaj iščeš, a ne? Tako. In to je pač bistvo. To je bistvo in zato pa vedno tudi mladim pač povem, najprej probajte pridobiti čim več znanja, da se naučite osnove. Standardi so potem samo ena nadgradnja, ne? Ena pač pomoč za to, kako implementirati to svoje znanje, ki ste ga pridobili tekom študija. Osnova je definitivno znanje, zatem pa standardi pridejo na vrsto. No, pa če so že glih pri znanju, se ti zdi, da nasplošno, recimo znotraj predmetov, predvsem pač na tehničnih fakultetah, kot je tudi fakulteta, na kateri si ti študirala, se ti zdi, da se znotraj predmetov dovolj govori o standardih? Ali se sploh govori? Pač to je tisto, recimo jaz sem tudi iz družboslovne smeri, pri nas je bilo največ govora samo ISO 9001, kar je nekako tisto, kar je pač v zakonu. Tako, zdaj pa ne vem, kako je na tehničnih fakultetah. Je enako, je kaj drugače, je kaj več vsebine same? Se omeni, ampak jaz mislim, da premalo.
Premalo zato, da se študenti recimo zavedajo, da so pač standardi pomembni. Ne? Verjetno se omenijo bolj bežno, ne vem, kot obstaja standard, to pa to, ni pa to ne neke pa kako, vsebinske. kaj to pomeni, mislim, kakšno prednost prinaša, recimo. Ja. Tako. In ni predstavljen, vsaj jaz nisem na to tako gledala, ne, da je standard, da je standard pač neka tudi odgovornost. Ne. Mogoče, ne vem, zdaj vsaj pač pri nas, tako kot sem rekla, naši generaciji imela srečo zaradi profesorja, ne vem pa, koliko je to ostalo potem naprej vsaj na tem našem področju. Ni lih nekega fokusa na samo standardizacijo. No? Ja, tudi če gledava samo strukturo v tehničnih odborih, so večinoma starejši, kar je škoda, da se mladi, mislim, kar je tudi mogoče nek pokazatelj, da se mladi še ne zavedajo toliko pomena standardizacije. Nimajo dovolj informacij, po moje. Tako da mogoče res, kot sva prej že rekli, da v bistvu manjka samo tisti nek ključni člen, ki preda pomembne informacije in ki mogoče tudi razloži osnove. Ker se mi zdi, da nas tudi že pri osnovah zmanjka. Saj tudi recimo jaz kot študentka, saj sem poznala, obstajajo standardi, obstaja pač ta sama standardizacija, ampak takrat se nisem zavedala, da je to recimo toliko pomembno za kasneje, ko se boš začel ti ukvarjati z recimo neko stvar, ne vem, v mojem konkretnem primeru bom začela dimenzionirati sisteme. Tudi, ko sem naredila projektantski izpit pač za pooblaščenega inženirja, do takrat se nisem zavedala, da je to v bistvu zelo pomembna stvar. Da je... Kot, recimo, če kako si ti dojemala standarde, preden si se srečala z njimi? Tako zelo vsebinsko. Recimo, ne vem, ko si prišla v prvi letnik, pa so jih samo omenili. Kako si doživljala standard? Kot nek dokument, brezvezen? Ali... Ne, ni bil brezvezen. Jaz sem to vzela kot neko gradivo, ki lahko recimo meni že koliko to pomaga, ne? Ampak ga nisem nikoli dojela, da ima tako težo mogoče, ne? Tako, da od tega bo odvisno vse, kar bom jaz danes ustvarjala. Da vse, kar bom danes naredila, bo temeljilo prav točno na tem. Ne? Zakaj? Ne vem, verjetno je pač profesor tudi razlagal, ampak takrat itak, ko študiraš, ti imaš druge prioritete. Ti si želiš, da sam izpite narediš in da greš naprej, ne? Dost se ne ukvarjaš s tem, kaj bi bilo, če bi bilo, mislim, kar je normalno. Tako da kasneje pač sem videla, da še posebej lani, ko sem naredila pač izpit za pooblaščenega inženirja, ko sem imela prav predmet standardizacijo, ne? To tudi tam vodi profesor Butala, pač ima ta predmet. In takrat sem dejansko pač videla vse, kar sem se učila pri profesorju, pač tekom študija, je tukaj. In sam takrat se nisem zavedala, da je to tako pomembno. V bistvu šele naknadno vidiš, kako zelo dragoceno je to znanje, ki ti ga je že v začetku predal. Pa to velja ne samo za standardizacijo, to velja pač na splošno, ko velikokrat pač rečemo, vse, kar smo se učili na fakulteti, pač itak zelo malo tega uporabljam. Ja, nisi prišel do trenutka, da bi dejansko lahko to uporabil. Če si se takrat dobro naučil, potem, ko prideš v tej fazi, da potrebuješ to znanje, si po moje tudi sam sebi hvaležen, da takrat si se usedel, pa si se nekaj naučil. Tako da to velja čisto za vse v življenju. Torej, če povzamemo nekako, tebi se tudi ta sama jesenska šola zdi pomemben faktor in velik plus in lahko mogoče zdaj kar povabva študente, da se nam že letos pridružijo. Obvezno. Obvezno, ja, udeležba je obvezna. V bistvu mogoče zdaj sva veliko govorili, ker si tudi iz tega dela, o tehničnih smereh. Kaj pa za družboslovce? Sigurno tudi kaj pride upoštevane. Sigurno, da pride, zaradi tega, ker standardi so čisto okoli nas. Tudi jaz zdaj mogoče ne poznam točno. Ker si bolj iz druge smeri. Ampak če naš drugega, vedno ISO 9001 za vsa področja. Kakovost je tista, ki je nekako splošna in je za vsa področja. Verjetno se najde še en kup drugih standardov, ki pač pridejo v upoštev. Tako da jaz bom rekla, pač ne se bat, ni nič takega.
Samo prednost je lahko, a ne? Sam je treba pač priti do prave osebe, da lahko vam to razložijo, kako lahko jih uporabljate, potem je pa vse bistveno lažje. Pa gre, a ne? Pa če se mogoče zdaj še malo na podjetnike obrneva, pa na to temo, kaj bi v bistvu ti svetovala podjetjem, ki šele spoznavajo svet standardizacije, ki šele začenjajo. Bi jim svetovala, da takoj v začetku se malo bolj konkretno lotijo celotne zadeve. Pač kaj je tisto, vse veva obe, da recimo podjetnik, ki štarta s svojim podjetjem in svojo dejavnostjo, je veliko enih drugih. Ja, veliko enih drugih, rečva temu ovir, tudi finančno se more postaviti, tudi na trgu se more pozicionirati. Ja. Kdaj je tisti pravi čas, da implementira oziroma potegne vse to celostno zgodbo tudi standarde? Mislim, v prvi vrsti, tako bom rekla, da je zelo pomembno, da se verjetno pač vodilni v teh podjetjih pač se vprašajo, v kakšno okolje si želijo živeti. Kaj si želijo Start with basic, ne? Tako ustvariti in pustiti za sabo. Ne, to je po moje pač osnova. In ko vsak posameznik ima svoje neke vrednote, kaj si pač želi in kako si želi, potem je bistveno lažje naprej. Bi pa definitivno svetovala, da vsako podjetje, ki se spušča v tem, zaposli mogoče vsaj enega, ki se spozna na to področje, da zna brati standarde. Pa smo spet tam. Ja, da zna selektirati, kaj potrebuje podjetje, kaj ne potrebuje. Zaradi tega, tako kot smo rekli, pač je en kup standardov. Ampak v prvi vrsti pač se mora sami podjetniki se morajo odločiti, kaj si želijo, kje si želijo pač priti, ne. Kaj si želijo pustiti pač za sabo. Se pravi, prej, ko jih vključijo, boljše bo definitivno. Tudi če mogoče riskirajo. Slabše ne mora biti. Tudi to je res. Na štartu, na začetku res začneš v bistvu iz nule in to ti je lahko samo podpora. Ker konec koncev standardi tudi krepijo konkurenčnost podjetja, ne? Če pa še sodeluješ v tehničnih odborih, je pa to še dodatna prednost, ker v bistvu sodeluješ pri oblikovanju standarda, ki bo jutri veljal, a ne? Kako bi pa mogoče, zdaj, če se spet fokusirava na vašo panogo, na tvojo panogo, kakšna je prihodnost standardizacije na tem področju? Zdaj obe veva, da standardi rabijo kar nekaj časa, da se razvijajo. V zadnjih časih se vse tako hitro razvija, tako vse nekako prehiteva standarde, rečemo temu tako. Kaj bi bil tisti pravi recept, da bi standardizacija ujela digitalno dobo, rečemo temu tako, in to brzino, s katero se vse razvija? Ja, glede na naše želje pa cilje, kar jih imamo vse na področju pač energetike, lahko rečem, da se vse spreminja tako hitro, da se tudi standardi, mislim, se spreminjajo, pa tudi po mojem bi se mogli še hitreje spreminjati. Bi se mogli, če bi pač dejansko želeli ujeti ta ritem. Zdaj, ampak jaz bi se spet tako osredotočila na to, fokus. Kaj je to, kar si najbolj želimo? Fokus na tem, kar nam najbolj pač back to basic, tako pač pomeni. Je pa pri nas, pa vidim na našem področju, da bo še veliko sprememb, zaradi tega, ker smo si vsaj znotraj Evrope pač zadali en kup ciljev, kako jih bomo dosegli, ne vem. Je treba Ni veliko nekega načrta. in mislim, da tukaj bo pri nas vsaj so že spremembe, pa mislim, da jih bo še več. Samo mene skrbi to, da ne bomo potem na koncu ratali neučinkoviti, zaradi tega, ker mogoče imamo malo preveč preveč ambiciozni. Tako, da smo preveč pač ambiciozni, s tako hitrostjo pa pač se ne premikamo naprej. Ampak definitivno pač standardi bojo pomagali pri tem, da naredimo pač nek korak v pravo smer. Zdaj upam, da tudi pač standardi, ki prihajajo, so kvalitetni, da ni samo dajmo da sledimo, pa da ujamemo pač vse, kar se dogaja.
ker na podlagi tega lahko pada pač tudi ta kvaliteta, tako da upam, da si postavimo pač cilji, fokusi in da delamo pač na tem, da bo vse, kar bo narejeno, da bo pač kvalitetno narejeno. Pa mogoče, Ljubka, če ni skrivnost, kateri so zdaj tisti cilji v energetiki, ki so glavni, oziroma kaj je tisto, kar morate, trendi, kateri so, ki jim morate slediti kot podjetje? Mislim tako, zdaj ta zelo umevni zeleni prehod, kar jaz ne rada pač... No, to je ena taka zelo pereča tema. Jaz mislim, da v tem pač ni samo podjetje, pač vsak posameznik pač mora prispevati k temu. Ne smemo pač čakati, da podjetja pač naredijo nekaj, zato da mi dosežemo pač neke cilje, kar jih je sama pač Evropa zadala. Mislim, da vsak kot posameznik mora narediti nekaj za to, da pripomoremo k temu, da se pač vsaj približamo temu cilju. Premalo naredimo, pa ne to pač sama podjetja, ampak... Kot družba verjetno, ne pa kot vsak posameznik. Tako da pač nekaj se trudimo, a smo v pravo smer, pač, če smo dobro usmerjeni, to je pač drugo vprašanje. Jaz ne rada dosti govorim pač o tem, ker mislim, da najprej moramo vsak pri sebi pač narediti neke spremembe, zato da pozitivno vplivamo in na okolje, in na pač samo ogljični odtis, in na samo proizvodnjo pač energije, da smo bolj ozaveščeni o tem, kako pridobimo energijo, kako jo pač rabimo, in a je to res res potrebujemo v nekem določenem trenutku neko stvar. V bistvu se mi zdi, da vse, kar delaš nekako tako, da izhajaš iz sebe, iz teh nekih svojih temeljnih vrednot, tudi ko predajaš znanje in pomagaš mladim, delaš zato, ker jim rada pomagaš. Tako. Ni nekega višjega cilja, tudi predvidevam, da začneš pri sebi, kar se tiče sprememb. Točno to. Recimo, ne vem, če vzamem jaz, moje sisteme morajo biti učinkoviti, da zmanjšamo rabo energije, da zmanjšamo ogljični odtis. Začneš že doma, verjetno. Tako, normalno. Pač, ne moram jaz delati na neke večje sisteme, če jaz sama ne delujem tako v mojem pač življenju. V bistvu ti moraš biti sprememba, ki jo želiš videti v svetu. Točno to. Ti moraš živeti s tem. In mislim, če tako pogledamo, ne vem, podjetja delajo ni stvari, potem pa, ne vem, vsak se vozi s svojim avtom, pride v službo, ne vem, gremo ven iz stavbe, pa vidimo, da pol stavbe pač je osvetljeno, vse, ker noben si ni luč za sabo, pač je ugasno. Osnove. Z druge strani pa delamo na tem, da dosežemo pač neke cilje. Tako da dajmo začeti pri sebi. Pa majhne korake, a ne? Tako. Mogoče za konec ena zaključna misel, kaj bi želela sporočiti našim gledalcem, mladim podjetnikom? Mogoče bom ukradla isto to misel, ko sem jo dala na tem dogodku, ko smo bili v Centralni tehnični knjižnici na otvoritvi razstave. Tam sem pač na tablici napisala, da standardi niso brezvezni in da standardi rešujejo življenja. V bistvu imamo na SIST-u en slogan, ne uradni še, ampak ga veliko uporabljamo. Varen svet, standardi objet. Točno to. In to drži. Točno to. Ljubka, najlepša hvala za tvojo udeležbo danes. Bilo je zelo prijetno in se vidimo 12. in 13. novembra. Hvala za vabilo, tako da vamo še študente, da naj se udeležijo, ker bo res dobro. Zanimivo. Ljubka bo seveda z nami, tako kot leto prej in upam, da tudi naslednja leta, tako da če želite iz prve roke slišati, kako je ona implementirala standarde in pa seveda tudi se spoznati z njo, ker je res edinstvena, dobrodošli, pridružite se nam na Jesenski šoli standardizacije.